Jaz sem Domen, zdaj sem novi kustos pedagog v Posavskem muzeju Brežice. Zdaj imamo danes imamo jesensko grajsko dogodivščino, tradicionalno imamo 3 na leto. Danes pa bomo izdelali svojo knjigo in si ogledali Dalmatinovo Biblijo. Koliko otrok sodeluje? Sodeluje 22 otrok, prihajajo pa iz celega Posavja. Ja, naša restauratorka je najprej predstavila, kako se knjigo sploh izdela, kako so knjige izdelovali v preteklosti, s kakšnimi tehnikami. Potem pa smo iz različnih vrst papirja in kartona izdelali, vezali z vrvico ta papir skupaj, da je nastala knjiga. Zdaj bomo pa še naredili platnice, jih okrasili in narisali na vrh iniciale. Kaj bo vsebina knjige, boste tudi kaj opremljali? Ne, bodo imeli kot beležko, v katero si bodo lahko pisali, kar bodo želeli sami. Starost otrok na tokratni delavnici? Večinoma so 1., 2. in 3. razred. Se pravi 8, 9 in 10 let. In zavežete, prav? Sam ta dela se tudi zavežete. To je prvega dela konec. Še malo sredino, takle, čakaj, še malo, fejs daš. Men se pa nima, pusti strevola. Tako, bravo. Odrežemo Vrvico tudi veče, vsem manjka vej, prav? Tako, ja, prav. Tako, lej, čakaj. To. Amanda, si? Smo dobili tako, skupaj še s te strani? Ja. Okej. Zdaj pa spet bomo nad te liste, spet tukaj gor. In damo v to luknjico iglo. Si? To! Sem! Ne. Nič ne damo čez. Mami! Še. Mami! Mami! Samo malo, zdaj poslušajte, Anja naprej, ko damo srednjo vodilo. Imamo liste? Moj liste damo na pol in jih prerežemo. Danes predstavljamo Biblijo, se pravi prvo izdajo Biblije iz leta 1584, ki jo je napisal Jurij Dalmatin. Hranimo originalni ta izvod. Se pravi, danes od 12 do 4 si lahko obiskovalci pač ogledajo originalni izvod. Imamo pa na voljo tudi faksimile, ki se ga da prelistati in pogledati in tako. Na koliko časa pa pokažete original? Je to morda prvič, boste še pokazali? Ni prvič, pokažemo ga redko, zaradi tega, ker so pogoji za hrambo papirja zelo strogi in jo pokažemo enkrat na leto približno, ali pa včasih tudi to ne. Letos je sicer že bila na ogled februarja za nekaj uric ob odprtju razstave Puntarija. Faksimile je na ogled sicer vsak dan na razstavi v gradu, vendar je faksimile iz leta 1968, pa prav tako skrbno ravnamo z njim. Naš izvod Biblije ima zelo zanimivo zgodovino in sicer zanimiva je njegova pot, kako je prišla v muzej. Krški kapucini so pravzaprav hranili ta izvod
in so jo pred drugo svetovno vojno leta 1939 zamenjali z krškim trgovcem Engelsbergerjem za peč, ki so jo potrebovali v samostanu. In po drugi svetovni vojni je ta izvod prišel v Federalni zbirni center in od tam v naš muzej. Te knjige so zelo redke, recimo ta, ki je v vašem muzeju. Kaj to predstavlja? Nekako pravimo, da je te številke, koliko je teh izvodov na svetu, varirajo, ampak nekako pravimo približno, da jih je 78 po svetu, 42 v tujini, ostalo pa na Slovenskem. Torej, pozdravljeni. Naj se vam najprej predstavim. Jaz sem Jurij Dalmatin. Ste že kdaj slišali zame? Kdo ve, kaj sem jaz v svojem življenju naredil? Veste? Ti mogoče veš, malo prej ste govorili o tem. No, naj vam povem, jaz sem prevedel Biblijo v slovenščino. In zdaj, najprej vam naj povem, da Sveto pismo, torej Biblija, je sestavljena iz 2 delov. Zdaj pa, začel sem prevajati, ko sem bil star, to je bilo že, ko sem bil rosnih 27 let. A vi mislite, da je to enostavno pravilo, da bom to v parih tednih prepisal? Kaj praviš, koliko časa misliš, da mi je potrebovalo to? Kakšno leto? Malo več. Tam okoli 10 let mi je to vzelo. 10 let, malo manj mi je vzelo, da sem to prevedel. Saj kot lahko vidite, tale knjiga je zelo velika, ni nekaj, kar bi v enem dnevu prebral ali prevedel. Naj povem še to, da ko sem knjigo do konca prevedel, so se razmere na Kranjskem zelo zaostrile za protestantstvo. Namreč ni bilo zelo popularno tole mišljenje, zaradi tega sem mogel poiskati neko drugo tiskarno, ne na Slovenskem, ampak sem mogel iti v Nemčijo, vam lahko pokažem, kje je to. Pridite sem, glejte. Jaz sem šel tiskati, tukaj južno od Berlina je v Wittenberg. Sem šel, tam sem našel eno tiskarno, lahko si potem še v druge pogledate malo, sem na previdnost s tem globusom, to je občutljivo, tukaj nekje. Sem potem napisal to svojo Biblijo, mislim, da se bilo okoli 5, smo spomladi leta 1583 odpotovali do tam, med drugim bil tudi Adam Bohorič zraven. Kako mislite, da smo potovali? Peš, poglej, mi smo bili tukaj, to je pa okoli 80 km oziroma malo več severno. Bi šlo to peške? Ja, bi šlo, ampak bi več mesecev potrebovali. No, potovali smo s konji. To je bil takrat edini način dejansko, da bi odpotoval kam. In ko smo tam prispeli, smo začeli tiskati te naše knjige. Še eno vprašanje. A mislite, da je to opravilo enostavno? Ne? Kaj danes je enostavno natisniti knjigo? Koliko časa mislite, da smo potrebovali, da smo natisnili to mojo knjigo? Pa poglejte, kako velika je. Malo manj. 166 dni smo potrebovali, da smo natisnili to. Lahko pa povem, da je tudi Adam Bohorič natisnil svoje zimske urice. Mogoče ste že slišali o tem, mogoče ne, kakorkoli že je torej to natisnili. Potem smo pa te prevode pretihotapili, smo jih zapakirali v sode in nato smo jih potem nazaj dali na konje in smo potem prišli nazaj na območje današnje Slovenije, torej Kranjska, Koroška, Štajerska. Zdaj te knjige, kot lahko vidite, tukaj je original, imamo pa tudi, samo malo me boste spustili, lahko greste malo nazaj, ja. Ne se dotika te knjige, ta je original, ker ta knjiga je zelo stara, malo starejša kot vi, malo. Zdaj, kot lahko vidite, knjiga je dejansko ročne vezave, platnice so iz lesa, so pa prevlečene z usnjem. Zdaj, dejansko knjiga je zelo debela. Ali kdo ve, koliko strani ima? Koliko bi rekel? 3000. Malo manj? 2500. 1518. Verjamem, ni to, da bi v enem dnevu sedaj prebral. Tako da sem na to knjigo dejansko zelo ponosen.
ker dejansko postane slovenščina konkurenca tudi drugih evropskih jezikov, naprimer nemščini in francoščini, kar v tistem času je zelo velik napredek za našo domovino. Natisnili smo 1500 izvodov za letnico 1584. Med drugim sem nekaj izvodov tudi podaril svojemu učitelju, Primožu Truborju, o katerem ste po moje že veliko slišali danes. Je pa tako, nekateri ste si že tam pogledali, je pa kopija, torej ne original. Mogoče si lahko še tisto, ki pogledajo. Tako, ja. Hvala, Juri. Mi bomo zdaj, ker nas je kar veliko, tisti, ki smo že pogledali si tole kopijo oziroma faksimile, šli ven, nazaj na delavnico, ostali boste pa zunaj počakali in boste šli po 5 in 5 not. Pa če boste imeli še kakšno vprašanje, ker zdaj niste še uspeli Jurija Dalmatina nič vprašati, boste lahko potem v ponovnem obisku še enkrat vprašali kaj, tako da zdaj malo razmislite o kakšnih vprašanjih, če vas kaj posebej zanima. Prav, tako da zdaj gremo pa najprej vsi ven iz tega prostora, ker nas je preveč, no? Sem prišel na pogled gradu, zdaj sem že okoli 500 let.